Kandidatko za službo v državni ustanovi so na zaposlitvenem razgovoru vprašali, ali ima družino in otroke. Vložila je tožbo, saj so jo spraševali o družinskem življenju, kar je zakonsko prepovedano. To je samo eden od odmevnejših primerov, s katerimi se trenutno ukvarja zagovornik načela enakosti. Mlade ženske sicer na razgovorih pogosto naletijo na prepovedana vprašanja, predvsem o načrtovanju družine. Kako močno je področje dela in zaposlovanja prežeto z diskriminacijo, se sprašujemo v tokratnem središču. Gospod Miha Lobnik, dobro jutro vam želim, lepo pozdravljeni. Dobro jutro. Hvala, ker ste z nami. Govorila bova torej o diskriminaciji, predvsem na področju dela in zaposlovanja. Pa mi najprej povejte, koliko je, kot rečeno, kako močno je prežeto to področje diskriminacije na delu, zaposlovanju? Ja, ko smo vprašali ljudi v raziskavi, jih je nekje 70% odgovorilo, da je to področje, kjer je veliko diskriminacije. Mi pa opažamo, da kar tretjina naših primerov, ko se ljudje obrnejo na našo institucijo po nasvet ali pa prijavljajo diskriminacijo, pravzaprav prihaja iz tega področja dela, zaposlovanja, iskanja dela in tudi na delovnem mestu. Tako da to je zelo pomembno področje za ljudi. Kako bodo seveda delali, kako delamo, ali imamo službo ali ne. Zato je to zelo občutljivo področje in tukaj se ljudje kar hitro tudi potem obrnejo na našo pomoč in tega je na žalost še kar veliko. Katera oblika diskriminacije pri zaposlovanju še posebej izstopa? Zdaj verjetno so, kot sem rekla, ne, ženske najbolj na udaru, nekako najbolj izstopajo. Ja, žal ostaja spol tista osebna okoliščina, ki je razlog, mnogokrat razlog diskriminacije. Zdaj je to vprašanje pravic pri napredovanju, a so to mogoče vprašanje ocenjevanja dela in pa seveda tudi razgovori za zaposlitev. In nedavni primer je bil prav iz tega področja. No, dotakniva se tega primera zadnjega, torej ženska, ki so jo na razgovoru v službo v javni ustanovi, ne, dve uslužbenki vprašali, ali ima družino, ali ima otroke, kako bodo zdaj ti postopki stekli naprej, oziroma povejte nam, kaj se je pravzaprav zgodilo. Tako, gospa je odšla na razgovor in potem je v neki... V javno ustanovo. Javna ustanova, to je še tudi posebej pomembno, ker bi seveda vsi pričakujemo, da se bodo še bolj dosledno držale zakonodajo in pogovor je v neki fazi iz teh njenih zaposlitvenih izkušenj, kompetenc, prešel na vprašanja o njenem družinskem življenju. In ta vprašanja so zakonom o delovnih razmerih zelo jasno prepovedana. Zdaj lahko pojasniva, zakaj so prepovedana. Zato, ker potem ni več mogoče objektivno soditi, ali je delodajalec špekuliral, aha, gospa bo pa mogoče še imela otroke, oziroma bodo otroci bolani in tako naprej. In ker tega ni mogoče več izključiti, a je ona objektivno ocenjevana, smo v zakonodaji to že pred leti zapisali kot prepovedano obliko. S tem ščitimo ženske seveda za to, da lahko vstopajo na trg dela, ne da bi bile zato, ker so velikokrat seveda matere, posebej izključevane. To je edini način, kako smo do sedaj to lahko dosegali. In če se tega ne držimo, je seveda velikokrat ostane ta občutek, da je pravzaprav bilo to špekuliranje o tem, ali bo lahko zaradi starševstva ta oseba delala ali ne, razlog, zakaj ni bila sprejeta v delovno razmerje. In obrnila se je na nas, zagovornik načela enakosti svetuje ljudem v zvezi s tem, tudi če ne vejo, a je to, kar se jim je zgodilo, diskriminacija ali ne, imamo brezplačno telefonsko številko, e-mail, svetovalce in smo ji pač povedali, da to pa bi lahko prijavila in tudi je in smo ugotovili. Potem smo tudi vprašali, so to seveda priznali, niso nič tajili in ugotovili smo, da je to diskriminacija. Zdaj pa, ker je tega veliko, ker se pa tudi mnoge ženske ne upajo izpostaviti, smo se pa pri tej gospe, ki je bila za to pripravljena, odločili, da jo bomo zastopali tudi na sodišču. Na sodišču bomo poskušali dokazati, da to, kar se je zgodilo, je v nasprotju z zakonom in da je to oblika diskriminacije, da ji pripada neka odškodnina in tako naprej.
Glede teh postopkov, pridejo to vmes tudi inšpektori, oziroma koga pošljete potem v to ustanovo, potem, ko ste bili vi obveščeni? Naša institucija ima nalogo, da v vsaki situaciji, s katero se sooči, objektivno ugotovi, kaj se je zgodilo. In nimamo pa mi nekih sankcij ali pa česa podobnega. Zato smo tako malo odvisni od tega. V tem primeru je inšpektorat za delo sicer izrekel opomin, ampak glede na to, da so to takšne posledice in da je to nekaj, kar je treba v javnosti ponovno začeti debatirati. Če imamo takšno zakonodajo, se jo moramo držati vsi. Ne more to biti nekaj, kar se ljudje držijo tako po priporočilu, morda, oziroma tisti, ki mislijo, ki verjamejo v te vrednote, vključevanja in tako naprej. Hkrati pa seveda prihajamo tudi v paradoks. Po eni strani želimo, da bi bili družba z večjo rodnostjo, da bi v bistvu lahko naredili korak na tem področju in moramo potem dosledno poskrbeti tudi za to, da predvsem ženskam starševstvo ne bo ovira pri iskanju zaposlitev. Zdaj rekli ste že sami, ta dogodek se je zgodil v javnem sektorju, kar je še posebej zaskrbljujoče. Je tu vseeno kakšna razlika, opažate vi, med javnim in zasebnim sektorjem spoštovanja načel? Ja, žal ni bil prvi. Mi smo imeli pred parimi leti tudi eno ljubljansko srednjo šolo, kjer so ravnateljico spraševali, ali bo še imela otroke in tako naprej. Tako da ne bi mogel deliti na javno in zasebno kot kaj boljše ali slabše. Obstajajo podjetja, ki so zelo dober vzor, ki so zaposlovalci, ki vključujejo, zelo pazijo na vprašanje diskriminacije, tako v javnem kot v zasebnem sektorju. Kateri primeri diskriminacije sicer in tudi v službi, zdaj, o katerih govoriva, še izstopajo, so bili recimo v zadnjem času bolj odmevni v vašem uradu, tudi deležni širše družbenega pomena? Ja, mi smo že pred leti se začeli ukvarjati z vprašanjem tako imenovanih božičnic oziroma nagrad poslovne uspešnosti. To je tista nagrada, ki jo podjetje razdeli, ker jo lahko ob koncu leta zaradi uspeha. Namreč veliko prijav smo dobili, da so ženske, ki so bile odsotne, bodisi zaradi nosečnosti, bodisi zaradi nege otrok, pravzaprav dobivale manjše nagrade, ker se jim je prisotnost na delu štela v te nagrade. Poudarili smo, da je to ena od oblik posredne diskriminacije. Namreč to pravilo lahko veljalo za vse enako, ampak tiste, ki samo vemo, da zaradi starševstva bile prisotne manj, je bolj prizadelo. In nedavno je Vrhovno sodišče potrdilo pravilnost našega razmišljanja, zato je prišlo do pomembnih premikov in veseli smo, da se sedaj pravzaprav to na nek način izteka, da podjetja prehajajo na način, da so božičnice za vse enake in da tudi starševstvo ali nega otrok ni razlog, zakaj bi, na primer, ženske dobivale manjše nagrade. In če so tudi naši gledalci žrtev ali tudi priča, ne nazadnje, diskriminacije se seveda lahko obrnejo na vas, na vaš organ. Od leta 2016 ste že, govoriva seveda o več vrstah diskriminacije, ne samo na področju spola, tudi invalidnosti in tako naprej, starost, spolna identiteta, premoženjsko stanje in tako naprej. Kako ste dostopni? Ja, mi smo dostopni po telefonu, na brezplačni številki 080 81 80 v času teh uradnih ur, na spletu, zagovornik.si je stran, kjer morda ljudje že najdejo primere, ki so njihovim situacijam podobni, oziroma lahko nam pišejo mail in opišejo, kaj se jim dogaja. Nam se zdi zelo pomembno, da kot družba govorimo o teh vprašanjih. Niso čisto vse krivice zakonsko prepovedana diskriminacija, ampak imamo evropske direktive, sedaj že preko 20 let, ki ljudem jamčijo, da bodo obravnavani enako, ne glede na to, na njihove osebne značilnosti. In mi smo tukaj zato, da se ljudje lahko na nas obrnejo, kadar mislijo, da nas potrebujejo in jim bomo svetovali bodisi z našimi postopki ali pa jih poskušali usmeriti tja, kjer jim bodo lahko. Hvala lepa, gospod Lobnik, za vsa ta pojasnila, za gostovanje v našem studiu in seveda prav je in pomembno je, da ljudje tudi o tem spregovorijo, vas pokličajo in da vi ukrepate. Hvala za povabilo in ker ste o tem spregovorili. Hvala lepa.